Druga zadeva, ki se mi zdi, da je zelo pomembna, je tudi podpis reformne oziroma Lizbonske pogodbe. To se je zgodilo včeraj. S tem se kaže pot za izhod iz institucionalne krize, v katero je zapadla Evropa po izglasovanih nekaterih referendumih v nekaterih državah. Podpis te pogodbe je pomemben korak pri razvoju evropskih institucij in predvsem pri razvoju skupnih evropskih politik in tudi pomeni korak k oblikovanju trdnejšemu oblikovanju skupnega evropskega političnega in pa gospodarskega prostora. Za Slovenijo je smiselna čimprejšnja ratifikacija Evropske pogodbe. Še zaradi predsedovanja bi morala biti Slovenija vzgled, kajti prav v času predsedovanja se bodo začele prve ratifikacije Evropske pogodbe in menim, da ne bi bilo dobro, če bi Slovenija tu capljala za ostalimi državami. Mislim, da bi morala biti tista, ki bi bila med prvimi in tudi motivator na tem področju. Prav tako pa je hitra ratifikacija te Evropske pogodbe v strateškem interesu manjših držav, kajti ta pogodba, ki je modificirana, prejšnja pogodba prinaša precej spremenjenih pristojnosti, tudi boljše glasovalne možnosti za manjše države in v primeru, da do ratifikacije te pogodbe ne pride, potem se lahko dejansko zgodi Evropa dveh hitrosti, kajti ni dovolj pogojev za oblikovanje tega skupnega evropskega prostora. Seveda, sprejem Evropske pogodbe, Lizbonske pogodbe, pomeni tudi intenziviranje dela na Lizbonski strategiji, to se pravi dela na cilju, da postane Evropa najbolj dinamično gospodarstvo in predvsem v tem delu nas lahko veseli, da je Slovenija eden najvitalnejših, najuspešnejših delov Evrope, da smo ena najhitreje razvijajočih držav in da prav zaradi tega obstajajo, zaradi tega cilja Lizbonske strategije obstajajo dobre možnosti, da Slovenija to pozicijo ohrani oziroma jo nadgradi, saj je dejansko Slovenija prav zaradi majhnosti, tudi če to primerjalno gledamo, zelo elastična ekonomija in jaz mislim, da je v državi dovolj, ali pa da bi moralo biti dovolj politične enotnosti, da bomo zajeli ta val evropskega optimizma in da bi tudi to priložnost, ki se ponuja s tem podpisom, dobro in učinkovito izkoristili.